Dobrodošli, en lep pozdrav nazaj pri poslušanju Tangente. Z vami sva Peter in pa Janez, živijo. Živijo vsem skupaj. Danes bomo obravnavali eno precej aktualno, zanimivo temo, nekoliko srhljivo in zastrašujočo po svoje. A ne, Janez? Ja, jaz ne bil tako dramatičen, no, ampak mislim, da pa misliti zagotovo. Ja, marsikaj da za pomisliti. Namreč danes se bova nekako po večini nanašala na pojav, ki je stvar oziroma pravzaprav neko jedro te naše digitalne dobe. Ne. V angleščini so ga poimenovali surveillance capitalism. V slovenščini pa ne vem, kaj. Mislim, da še nimamo enega primernega izraza za to. Ali si ti kaj zasledil, Janez, mogoče? Po pravici povedano, mislim, tudi nisem iskal. Tako, sem se pa tudi spraševal, kako bi temu rekel po slovensko, ne. A je nadzorovani kapitalizem, ne gre. Ja. Sicer stvar ima, se ne vem, koliko je dejansko tukaj, ne sej, nadzorovanje je tukaj element, ki pride zraven, ampak jaz mislim, da so bolj v ospredju tukaj podatki, ne? Zbiranje pa trgovanje s podatki. Se pravi, mi kot vsi, ne, kot uporabniki interneta, dobro vemo, ne, kakšen del našega vsakdanjega življenja zavzema naša aktivnost na internetu. Za marsikoga je to zaskrbljujoče, za marsikoga ne, marsikdo se sploh ne zaveda tega, ampak kot ljudje, ki živimo z internetom, dajmo reči vsak dan, cel dan, pravzaprav ne, bi se morali verjetno o teh stvarih bolj ozaveščati, se pravi, kaj se dogaja z našimi podatki. In še bolj pomembno vprašanje, ali so, kdorkoli že stoji za temi internetnimi storitvami, ali so ti ljudje oziroma te podjetja, znamke, ali so upravičeni do teh podatkov. Ja, je res, mislim, da to je bolj aktualno. No, vse, kakor sem jaz tole gledal, ne, v bistvu se lahko tudi poveva, če za naše poslušalce, če jih zanima, lahko tudi sami preverijo, pa na koncu nam lahko tudi kaj piše, če se strinjajo ali pa ne. Mislim, bilo včasih tudi zanimivo, kakšen feedback dobiti. Gledala sva tale dokumentarc The Social Dilemma, ki je na Netflix, ne? Pa tudi malo so spremljala tole profesorico Šošano Zuboff, ki je v bistvu temeljiteljica tega surveillance kapitalizma. Ne? Zagotovo je pereča tema to, no? Mislim, ne glede na to, tudi v Ameriki moč teh gigantov se na koncu zelo v spredju tudi med volitvami, ne? In vprašanje ali so upravičeni od tem, da zbrišejo račun Donaldu Trumpu ali ne. Zdaj, ja. Se pravi, tudi kar se tega tiče, en izreden vpliv, ne? In nekako zagovarjajo eno logiko njihovo, da so v službi povezovanja ljudi, ne? Po drugi strani pa imajo tudi en vpliv na to, kako se povezuje, na kakšen način povezuje, ne? In to včasih je vprašljivo, ne, se pravi. Do določene mere lahko damo prav, recimo v primeru Trumpa, če je njihova platforma, imajo tudi pravico, da povedati, kaj ne, kaj ja, ne. Ja, seveda, ja. Ampak v tem primeru pa tudi je pomajena potem ta želja, narata tako čista, pa tako bi rekel, nedolžna, ne, se pravi, želja po povezovanju, se pravi, je tudi nekaj ozadje, ena politika, en način, ne. In tudi ta avtorica Šošana Zuboff, ne, se mi zdi to zanimivo, ne, ko mi brskamo, pa ko smo na teh storitvah od Googla, Facebooka, mislim, da predvsem te dva giganta omenja, ne, pravi, da majhen procent je teh podatkov, ki mi mislimo, da jih damo, ne, to je majhen procent, ostalo pa poberejo iz drugih virov, ne, in dosti, kad se mi zdi to pereče, ne, ker uporabnik ne ve čisto točno, kako, kakšne sledi pušča, ne, in to nekako si te giganti tudi prilagajajo, no, mislim, da jaz sem v njeni knjigi, sem na dotičnem mestu zasledil, ne, da predvsem teh privacy, ki danes vemo, da nobena prebere, ne.
Ja, seveda. Klikaš OK, mogoče kdaj, če te zasrbijo prsti, pa če si res dobre volje, klikneš drugo, ne? Ampak po hitro vidiš, da ne bomo dali OK, ne? Je to moje vprašanje, ne, zakaj tako narejem, ne? In tudi podatek, da če bi res vsakeč, ko greš na kakšno spletno stran, si po svetu samo prebrati, mislim, da je ono omenja podatek, da bi rabil 73 delovnih dni, ne, v letu, da bi to prebral. Ja. In nekako ni ene transparence, ni ene odkritosti teh, in to je vprašljivo na nek način. Ne. Ja, držijo nas nekako v šahu, bi lahko rekel, ne. Zato, ker ti dajo ti vse, ne, mislim, celo predstavitev, vsa pravila in tako naprej. In kot si rekel, je teh podatkov za 74 dni branja. In to me en tak predhoden vtis tega se spomnim, da smo razmišljali že kot otroci, ko si inštaliral na računalnik katerokoli računalniško igrico ali pa katerokoli program, si tam seveda moral zmeraj obkljukati, da se strinjaš s pravili uporabe in z vsem, kar se tiče licence in tako naprej. Ne. In seveda je bilo, si pogledal tam, koliko je količine tega teksta in se ti je zdaj seveda najbolj čuden, kako ti lahko sploh kaj takega dajo pred oči, ko pa vejo, da noben ne bo tega v celoti prebral in je šlo accept in je bilo to vse. Sicer pa, če se lahko navežem še malo nazaj na to, kar si povedal o tem, o cenzuri pravzaprav, o Twitterjevi cenzuri, jaz mislim, da je bil to en tak pravzaprav prelomen moment spet za to temo. Mislim, da je ta tema prišla spet malo bolj v ospredje, se pravi, kako je lahko to, kar počnejo te giganti, ne, te internetna podjetja, internetne socialne omrežja in tako naprej, ne, kakšen vpliv ima to lahko na javnost, na politično opredeljevanje in tako naprej. Zato, ker seveda tista cenzura oziroma izbris računa Donalda Trumpa, ena stran to interpretira kot nek čisto temeljen ukrep, druga stran pa to interpretira kot preprosto cenzuro, umakniti človeka, ki jim ni všeč. In to, kar si rekel, oni imajo svoje lastna pravila, oni so privatno podjetje, oni imajo lastne napotke, kako njihove storitve uporabljati. To je že res in to me takoj spomne na enega izmed strokovnjakov, ki je tudi nastopil v tem dokumentarnem filmu, Surveillance Capitalism, ki je povedal, da se tam socialna omrežja, te platforme, da se pravzaprav obnašajo kot de facto vlada na nek način, neka paratvorba, paravlada, ki ima svoja pravila in neizmerno moč. Tako te lahko odstranijo. In zdaj, pridemo do tega vprašanja, a je to res res kršitev te slavne svobode govora ali ne. Prije do tega, ljudje se sprašujejo, ljudje trdijo, da je Twitter tukaj samo upošteval oziroma prakticiral svoja pravila za uporabo, ampak potem pride do tega, do interpretacije teh pravil, kako ta pravila interpretirati in tako naprej. Zdaj, to je pa spet stvar razprave in stvar prepiranja in nikoli ne bomo seveda vsi s tem zadovoljni. No, jaz mislim, da enkrat je imel Joe Rogan, mislim, na svojem podcastu, je prav soočil s tem in je bila prav zanimiva debata. Je bil tudi en tak novinar, mislim, da je tak svoboden, pa tudi youtuber, ne vem čisto točno, kako je bilo ime. Ampak je pa tako, se mi zdi zelo common sense, bi rekel, ne se pravi. Se mi se je zdel tak, ne. In je kar argumentiral, ne, in mislim, da takrat se mi zdeli na parkrat jih je kar dobil tako. Moramo pa preveriti, ne, tako kot recimo se zanimivi tisti Zuckerbergovi zaslišanje v senatu, ne, kjer se nekako zgovarja podobno, ne, na ta način, ne. In to mene včasih tako, lahko da ne veš, ni nič narobe, ampak se mi zdi včasih tak izgovor, tako, ki ga tudi Šošana
mislim, da v tem enem dokumentarcu navaja, pravi, kako je s temi podatki, ne? Ali pa ono naslavlja Google Nest, mislim, da je en termostat bil, kamor so ugrajevali brez vednosti tudi mikrofone. Ne? Aha, točno, ja, to se spomnim. Ja. In da ponovadi je vedno taka, joj, nismo vedeli, pa to pa ja, pa gor pa dol, no se zdaj bomo pa naredili tako, da se bodo vi lahko odločili, ja ali ne. In tako je zanimivo naprej govori, ne, se pravi, ti imaš opcijo, da se odločiš, ja ali pa ne. Ampak, če se odločiš, da ne boš pristal na to, avtomatično ne bo tvoj termostat dobival uploadov. Ja. Ne morajo ti več garantirati, ker to je bil, mislim, da tudi en tak nadzorni sistem, ne samo termostat, tudi za požarni alarm ne bo delal, pa tako naprej. Ne. In to se mi zdi pa malo vprašljivo. Ne. Ja, v takem primeru mogoče pač ne kupaš tega termostata. Ne. Ja, mislim. To je po mojem res edini izhod tukaj. Imaš opcijo, ne, ampak če pa rabaš, pa imaš vse inštaliran, pa da to ven meče, se mi zdi, mene bi malo razjezil to. No. Ja, sigurno. Ampak, ja, zanimivo in tudi pol, ona mislim, da navaja to, kako gre pol se naprej prodajo, ne, te podatki, ne, se pravi. Ampak to nekako, da se naredi pol te, ne vem, a se pravilno reče, algoritmi bi lahko bili, ne, ali kako so. Podatki. Neke sorte modele oblikujejo. Modele, tako, ja, obnašanja, ne. Ja. In prek tega pač se mogoče tudi trguje naprej, ne. Ne vem, meni se zdaj tudi zanimivo Cambridge Analytica, ne vem, če si tisto gledal, kako ne bi en žvižgač v Angliji, se pravi, ven dal to, kako so prek teh modelov poskušali tudi manipulirati ljudi glede volitev. To pa so pa že mogoče malo občutljive zadeve, ne. Ja, to so pa res zelo resne stvari. No, že to, ja, spet, če moramo spet še malo politiko omenjati, spravim ta incident, ne, s tem, s Trumpovim računom, nečemur del javnosti pravi cenzura, ne, del javnosti pa samo pač neko legitimno prakticiranje pravil te platforme. To niti ni toliko političen problem, no, vse zadnje. V splošnem se mi zdi, da je to lahko, oziroma da je zaskrbljujoče za ljudi na eni strani in na drugi strani tega političnega spektra. Vsi imajo težavo s tem, jaz sem prepričan. Ne. To je za vse nekaj, česar se bojijo. Ampak, no, recimo, Šošana v enem intervjuju pravi tudi, da je v bistvu v tej shemi nekako namen človeka, da je skozi zadovoljen, da je skozi pravzaprav nasičen, ne, s to neko z udobjem, ne, da ima vse na dosegu roke, da je ves čas zaposlen z iskanjem enega razvedrila, da ves čas išče neko zabavo. In to je zato po njeno, da se ne bi preveč spraševal o resnih stvarih, oziroma da ne bi preveč postavljal raznih vprašanj glede operacij, ki so skrite. To se zdaj sliši res strahljiva zadeva. Kaj bi ti rekel? Misliš, da ona mogoče glede tega malo pretirava, kot sem jaz na začetku te epizode, pa je mogoče malo dramatična, ali so njene besede čisto na mestu? No, mislim, jaz nisem tudi toliko veliko od nje prebral, ne, se pravi to, mislim, me je potegnil, tako zapiše zelo zanimivo, pa tako zelo argumentirano, no, tudi tako, da je zanimiva avtorica, sigurno to. Zdaj, pa tudi ta social dilema, ne, jaz ne vem, dobro, tukaj lahko govorimo o vprašanju človekove svobode, ampak zdaj, če gremo pa naprav na praktično, kako mi uporabljamo te zadeve, ne, se do neke mere lahko vedno rečeš ne. Tudi mogoče, ne vem, tudi tako, ne, ta logika od zadaj, ki je malo vprašljiva, ne, hočem takoj in zdaj, ne. Ja, točno to, ne. In nekako, mogoče, to se pa videl, nekako tudi na našo generacijo vpliva, ne, bi imeli radi eno jasnost, ne, takoj zdaj nismo potrpežljivi včasih, ne, mislim se učita to, ne. Se so se mi da tudi zanjič pogovarjali, ne, prav o tem enemu intervjuju z enim, ne vem, sociologom, ki je tudi znam tak na
intervju je dokaj znan o tej millennial generaciji. Točno, ja. Kakšni smo, ne, da se pravi, da je generacija pravi narcisistična, rada bi reševala svet proti avtoriteti in na koncu je pa, ko se pa vpraša, kaj bi pa radi, je moraš to pa to narediti, ne? Ampak ne ve čisto točno, kaj moraš narediti. Ja, se to. Je neke bližance, ki pa ne obstajajo zmeraj. Pa beanbags v pisanju. To je tudi treba, da pridemo nekam. Čeprav... No, tako, kar sem hotel povedati, nekako sigurno nas je zaznamovalo to. Zdaj, do neke mere imamo pa še vedno svobodo, jaz mislim. Jaz nisem tista, tako dramatično ne bi gledal. Se mi zdi mogoče, da pri teh zadevah nikoli ne veš, tako močno pozicijo ustvarijo, da bi mogoče zbudili zavest, tako, kar je tudi pozitivno. Če pa skozi tako zelo apokaliptičen, če lahko rečem, gledaš, tudi včasih ni fajn. Se mi zdi pa spet ena borba proti nečemu. Se mi zdi, ne vem, ta social dilema postavlja to vprašanje, se pravi, govori, kako je družba danes zelo razdeljena. Do neke mere ampak se tudi v preteklosti so bile zadeve, ki so bile razdeljene. Se pravi, ni to za nekaj novega. Mislim, razdeljenost. Zdaj, tukaj je potem vprašanje, ali je res, mislim, to so podpirali z nekimi raziskavami, da je ta razdeljenost še veliko bolj očitna, kot je bila včasih, recimo politična razdeljenost, da se obe strani nekako zmeraj bolj pomikata, vsaka v svojo skrajnost. Ali je zdaj tukaj v zadnji res, a se da vzrok za to res videti v uporabi socialnih omrežij, ali ne, a je to samo nekako, kako bi človek temu rekel, duh časa, ali karkoli. To je tisto vprašanje, o katerem lahko pravzaprav samo razpravljamo, ne vemo, če ima kdo pravzaprav kakšen definitiven odgovor tukaj. Jaz mislim, da glih, če deluje ta zadeva pri iskanju, pa tudi vemo, YouTube deluje, Facebook, se pravi, da ti išče, glede na tvoje preference. Zanj sem se hecal na koncu, sem rekel, da nas Google bolj pozna kot nas samih. V tem smislu, da ti daje da ve, kakšno politično prepričanje imaš, versko in tako naprej, in ti daje razne zadeve, s katerimi te mogoče zanimajo. Se pravi, in nekako se zapira krog. Se pravi, mogoče je en medij, ki favorizira eno zaprtost. Zdaj je pa še vedno na tebe. Se tudi jaz včasih dobivam vse sort na Facebooku politične oglase, tako kot desnih strank. Me razjezi enkrat drugo. Mislim, si misliš, še Klemena morate primer pustiti. Mislim, je pa tako, jaz se mi zdi, da je Facebook, ne Facebook, ampak YouTube mogoče bolj navaren. YouTube, Sploh, če imaš kakšne vlogarje in tele, pa mogoče s kakšno zadevo se strinjaš, pa not padeš, in tako, jaz vidim tudi te navarne, vsaj, ko sem bil mlajši, tako si razgledal tiste, kako kdo koga v bistvu nič daje, ali pa ga v nič retorično. To je mogoče tudi ena taka kultura, ki ne pomaga enemu dialogu, ali pa gleda samo kdo koga uniča. Ko si omenil Facebook, recimo, jaz tudi dobivam plačane oglase vseh slovenskih političnih strank, pravzaprav. In zato mogoče Facebook tukaj ni, jaz tudi ne bi tukaj zdaj Facebooka izpostavljal, mogoče bi bolj YouTube izpostavljal, ki ima svoj algoritem, ki deluje tako, da pač seveda hoče čim bolj ugajati posameznikovim preferencam. In posledica tega je pa pač, kot sva, mislim, da si to že ti prej omenil, da te nekako ne soočate z nobenim nasprotnim mnenjem. In lahko pač ostajaš lepo v tem svojem udobnem mehurčku, naprej gojiš svoja mnenja, ker se ti zdi, oziroma imaš nek umeten občutek,
da je vse tako, kot ti misliš, da je. Ne? Ampak, jaz mislim, da pravzaprav sem se hotel navezati na to, kar si bolj na začetku povedal, da so vse te stvari bile zasnovane z nekim dobrim namenom. In tudi ta YouTube algoritem ima pa v osnovi v svojem bistvu mogoče nek dober namen. In ta data collection, ta pojem je bil, to pravzaprav deluje zato, da bi izboljšali našo uporabniško izkušnjo. Da bi tudi YouTube nam dajal stvari, ki bi nam bile všeč, da bi to gledali in da bi se imeli fajn. In to je tisto, kar ima pa ta zli stranski efekt. Se pravi, to, da se nikoli ne moreš izobraziti bolj, mislim, razen če se ne lotiš tega samo iniciativno, da bi res hotel vedeti, kaj pa menijo ljudje, ali obstajajo ljudje, ki ne razmišljajo tako kot jaz. Je vse skupaj neka moja umetna virtualna realnost. Poskušaš iti ven iz tega. In tudi recimo, tudi lajki, Facebookovi lajki so, oziroma po naše všečki, zelo tako, ne vem, je to posrečeno slovenjenje ali ne, bi lahko prišparali za kakšen drug podcast, ampak tudi to je imelo v osnovi pozitiven namen. Se pravi, pokazati človeku, da ti je nekaj res všeč. Da je nekaj, kar je objavil, kar je napisal, da vsi vidijo, da ti je to všeč in to potem tudi izraziš na tak način. Ampak čez nekaj časa se je pač izkazala, da ima to zelo škodljiv stranski efekt. Sploh na mladih ljudeh in raziskave kaže, da še posebej pri mladih dekletih. Klej ne vem, a sem jaz kaj pobrkal ali ne, ampak jaz mislim, da se bo resno zastopil, da je klej Facebook tudi nekako, v psihologiji se mi reče, mislim, da pozitivna spodbuda, se pravi. Predvsem, da so klej navdih iskali pri teh raznih ruletah, veš, da potegneš in bolj čakaš. In mislim, to po mojem vsak tudi iz izkušnje mu je vedno fajn pogled, koliko lajkov dobi. Ja, sej, ja. Tako ampak jaz sem, zanimivo, bom rekel, ne vem, kaj mi je bilo, ampak tako malo sem se igral par dni nazaj, Nekaj eno zadevo sem na eni strani za kolegi objavil, tako ponavadi res, kar sem vložil nekaj dela, nekaj misli, pa tako, mislim, zdaj ni bilo kaj tazga, spet ne objavim, tako eno vabilo. In kaj je bilo, noč lajkov, pač, ok. Sem zamenil profilno sliko 60, to eno dnevo, pa vse vprašaš, Vem, da Damjan se doskrat heca, ker napiše kaj za to English Mass in Ljubljana, napiše premol, pa razmišlja ob evangeliju, pa napiše takšne stočence za to skupnost, da bi mogoče se pripravijo na našo, pa tako, pa prav, par lajkov, pa pravo, ta fraza je meni tako simpatična njegova, pa kakšen film od kakšnega mačka, kakihne, pa je 300 lajkov. Tako da, zanimivo je tudi to, se mi zdi, to pove tudi nekaj, da na nek način je tudi Facebook zasičen z vsem, teh informacij in tisto, kar res pride ven, je nekaj, recimo, vizualnega ponavadi, pa hitro. Ja. S tem, glede tega Facebooka tudi sem že marsikoga zasledil, ki pravi, da je treba čim prej dol. In sicer zato, ker ni sploh razlogov v tem, razlogi sploh niso bili povezani recimo z surveillance kapitalizmom, ampak bolj s tem, da je Facebook pravzaprav izgubil tisto svoje bistvo, s katerim je bil ustvarjen. Recimo en posameznik, ki sem ga nekaj zasledil, je izpostavil, da je na njegovem temu newsfeedu, na tem zidu, je velika večina, če ne vse vsebina, ki je prišla od nek drugih. Spravi, da gre pravzaprav sam še za Facebook kot neko točko v tem internetnem ekosistemu, kjer vse vsebine krožijo in se delijo iz ene platforme na drugo.
In pravzaprav noben človek več, noben account, ne, človek, ki stoji za računom, ne prispeva nič več originalnega k temu, k Facebooku pravzaprav. Ne. In da je vse skupaj samo še potrata časa. Ker tisto vsebino, ki jo vidiš na Facebooku in ki je deljena, ne, iz nekje drugje, lahko gledaš nekje drugje. Ne. Zakaj bi jo pravzaprav na Facebooku še? Ne. Ampak jaz mislim, da je bilo to tudi potem, da je debata potem tudi nanesla na Facebook storije, ne, da ne bi bilo to ustvarjeno, oziroma marsikdo bo rekel, da je bilo to prekopirano nekako se ne vem, verjetno iz Instagrama, zato ker naj bi Facebook nekako zaznal, da njihov koncept ne deluje več tako dobro, kot je včasih, zato rabijo neko inovacijo in to so bili te storiji, ki pa pravzaprav spet, veš, se prav ugajajo tej človekovi potrebi po hitrosti, ne, po hitrih informacijah, ne, po hitrem dostopu do informacij. Klikneš, vidiš tistih par sekund in scrollaš dalje, naslednji človek pokaže par sekund iz svojega življenja, naslednji, dokler tega ne zmanjka. Ne. Se pravi čisto, spet neko izkoriščenje te šibkosti, ne, ranljivosti človeške psihologije. Se pravi, konstantno iskanje enega razvedrila, razvedrilo mora priti hiter, takoj, ko jaz ukažem, 2 klika maksimum, ne, oziroma 2 dotika zaslona maksimum, pa si že noter. In to je to. In sploh se ti ni treba veliko matrati. Tudi procesirati ni treba veliko informacij. Ne. Par sekund. Ne. In je to vse, kar rabiš. Ne. Tako da jaz mogoče to kot zbiranje podatkov, meni se zdi bolj to malo vprašljivo. Koliko mi časa za to porabimo? Ja. Jaz se dosti to vprašam. Ne. Koliko nam dejansko pomaga to, ne? Po nek način smo povezani bolj, ampak je to tudi smiselno. Ne? Zdaj jaz ne bi bil tako, kot tale dokumentarc, ne? V katerem nastopa predvsem Šošana Zuboff, ne? Ko vidi rešitev proti temu, da gremo nazaj kot miši na kočije. Ne? Mislim, ne bi šel tako daleč, no? Ampak jaz se pa doskrat vprašam, koliko ima res to smisel, ne? Koliko časa na dan porabimo smo na ekranu. Ne? Je zanimivo to tudi, ne, za slot mašin, se pravi za te avtomate. Ne? Mislim, da se vsak od nas zaveda, ne, ko greš na Facebook ali pa ne vem, s tem namenom sem si tudi aplikacijo kar dol, ne. Če rabim imeti gor, grem prek brskalnika. Pa klikneš, tako, ker nima nič za delati, ne, pa začneš malo iskati, pa nič praktično dela, s prstom se gor pa dol prosto, pa gre pa ure. Ne. Ja, vse to je. Do neke mere je to vprašljivo, ne. Se pravi, neke vrste ena odvisnost. Ja, ker samo lahko je, vse je pred tabo in čisto lahko je do informacij prideti, ti moraš samo scrollati dol in po eni objavi je takoj na vrsti že naslednja in to verigo je najbrž pač precej težko prekiniti, oziroma iz lastnih izkušenj povem, da je to zelo težko prekiniti in mene to nekako spet vrne na ta YouTube algoritem, ne, ker se kar sprašujem, a je ta stvar res v osnovi dobronamerna, popolnoma, ne, kot sem sam par minut nazaj rekel, ne, spravi, da ti pač priporoča stvari, ne, ki naj bi ti bile všeč, da boš lahko čim bolj užival v uporabniški izkušnji. Ne. A je bilo v sami zasnovi že to, da imajo ta priporočila namen, da čim dlje zadržijo tvojo pozornost. A veš, a je to tisto, kar je bilo že zraven noter, a je to slučajno spet nek precej slab stranski efekt, precej škodljiv stranski efekt. Zato, ker spet takoj se ujameš v to verigo. Kolikrat, ne vem, kolikrat slišim, ne, pa tudi jaz recimo, gledaš YouTube video za videom in enostavno ure minevajo, in ure je kar naenkrat 2 zjutraj. Pogledal si ogromno enih videov, ki so bili bolj ali manj informativni ali pa neinformativni. Ne. In sploh niti ne toliko YouTube. Ne. Jaz mislim, da še bolj nevaren je tukaj Instagram, ne, ki sem si ga tudi recimo, mislim, da glih 14 dni nazaj, sem si ga z telefona zbrisal
zato, da če bi res hotel gorjati, bi pač moral prek računalnika jeti, kar zahteva malo več časa, malo več potrpljenja. Ker problem pri tem je bil zame glih to, da je toliko dostopen. Odpreš telefon, klikneš gor in to je to. In potem lahko tam scrollaš po tistem explore pageu ure in ure, mislim ne ure in ure, to hudo ni, ampak, a veš, ja, 1 uro si tam. Ja. In potem, ko se odločiš končno, da je čas, da zapreš to zadevo, narediš refleksijo za nazaj in gotoviš, da nisi od te 1 ure dobil ničesar. Ker te stvari, ki sem jih jaz tam videl, so potem, ko se zazreš nazaj, čist brez pomena. Kaj me, tam vidiš toliko enih neumnih, pravzaprav, niti ne neumnih, no, mogoče za koga praktičnih, ampak ne zame. Kako najbolj praktično zložiti neke lonce na neko polico. Take stvari imaš gor. In je to mogoče estetsko zelo lepo in si rečeš, wow, kako praktično, kako pameten je bil nekdo, ki je to naredil. Ampak za moje življenje, zame, a je to dobro koriščenje mojega prostega časa ali ne, novo vprašanje. Take stvari potem kar malo zabolijo. In, a veš, tudi to recimo, če jaz kaj študiram in potem si rečem, v redu, sem dosti študiral, bom mogoče zdaj kaj drugega delal in najlažje je prijeti telefon in odpreti neko aplikacijo in potem se pasti na teh informacijah, ki prihajajo kot po tekočem traku. In z te verige je pač res težko iti ven. Ja. Ker je pa tak, se mi zdi, te socialne mreže, mogoče zvečer, ko si zmatran, ali pa imaš vsega vrh glave, in nekako tudi želja mogoče po sprejetosti, ali pa, da bi se spočil. Greš na to, hitro je tako privlačen, ampak pol na koncu utišja se, a te sprostitve sem nič. Ja, nič, ja, se to, točno to. In to je zanimivo, tudi te na social dilemi, ko je eden od teh inženirjev bivših, ali pa glavni akter, ali glavni govorec, kakorkoli že, rekel, da pač nekako njim je bilo tako, da je vedno bolj privlačno. Se pravi, tudi je marketinška logika, se pravi, od zadaj. Se je tudi prej bila ena vse skozi trgovci, so me skozi namen prodajati. Tako da zdaj kaj novega pa v tem smislu ni. Tehnologije se je spremenila, ampak logika od zadaj ostane ista, jaz mislim. Se je tako kot v Hollywoodu, ko se je tale film je zanimiv, tak Thank you for smoking, se pravi. Ko govori o tem, kako se tudi nasplošno, kako zagovarjati prodajo cigaret pa tako. Ampak včasih je bilo tudi Formula 1, se glavno, to je bilo, se spomnim včasih, ker zdaj ni noben, ampak je bilo tobačne, tobak je oglaševal pa viski, Ja. Ali pa v filmih nekakšen glavni igralec, ki je bil privlačen, pa tako moško zgledal, se pravi, pa je veliko kadil, se pravi, to so bile vse take zadevšne, da bi čim več prodala, ali pa da bi ljudi na to navezali. Tako da, Ja. ne vem, mene ta argument sicer drži, ampak mislim, da vse skozi en tak motivacijo od zadaj pri trgovcih. Ja, vem, sej jaz isto mislim, pač kot si rekel, princip je nekako še zmeraj isti. Se pravi, jaz sem spet to rekel, nekako izkoriščati to človeško psihologijo, ki je ranljiva, in potem to ranljivost na podlagi tega čim bolj profitirati. In to je zanimivo, ki si rekel formule, sem se takoj spomnil enega primera, ko je Ferrari je promoviral Marlboro. Potem je pa prišlo do prepovedi, da se ne sme več promovirati tobačnih izdelkov, in na Ferrariju potem ni bilo več tega originalnega logotipa od Marlboro, ampak samo še neke sorte kvadratki, pravokotniki, ki so bili v tej barvni razporeditvi, da so bili zelo podobni logotipu, in ko je formula pridrvela mimo gledalcev, naj bi to imel v gledalčevih očeh tak efekt, da takoj naredi asociacijo na
na te cigarete. Ne. Spravi, ni bil konkreten logotip gor, ampak sem še neke kvazi silhuete, kakorkoli, neki ostanki. Zanimivo, ne? In tudi barve v logotipih, to je vse izkoriščene te človekove psihologije, ne? Te pri fast foodih rumeno-rdeče kombinacije, ki naj bi vzbujale tek pri človeku in tako naprej. Sama razlika, po mojem mnenju, razlika s tem, o čemer govorimo danes, je pa prav ta, ne, glede dora v zasebnost. To pa sigurno. Je pa večji odor. To vzbujanje asociacij, to niti ni. Ne, zdaj, to z tega vidika sploh ni tak problem. Ja. Zbiranje podatkov, pa prodajanje podatkov, ali pa karkoli, to je pa malo drugače, po mojem. No. Je vprašljivo to, ne, da mogoče se je zdim tako neobčutljiv za to zdaj, ampak je vprašljivo do neke mere, ne, vse to. Zdaj, ne vem, se mi postavlja vprašanje, kako se pa soočiti s to problematiko? Ja. Ne vem, se mi zdi po svoje smešen, ne. Šošana Zubov kritizira Amazon, Facebook pa Google, ampak svojo knjigo prodaje na Amazon. Ne. Ja, se vem. Mislim, ne vem, če je ona lahko da založi, ne vem, kako to funkcionira, ne? Ampak, kaj hočem povedati, ne, se pravi, je pa tudi del vsakdanja to rata, ne, danes. Žal. Jaz isto mislim, ja. To je tak del vsakdana, da verjetno težko potem kar naenkrat. Mislim, kaj pa so alternative, ne? Se to je tudi vprašanje. Ampak ja, ne vem, to je pravzaprav manipulacija. Vse to oni tudi omenjajo v dokumentarcu, ne? Da gre pravzaprav za neke sorte manipulacijo, ki se pa zdi človeku čist nekaj navadenega, čist nekaj vsakdanjega, kar naj bi pač sprejel in to je to, kar so izpostavili tudi kot problem. Jaz se spomnim ene scene iz tega dokumentarca, kjer jih vprašajo vsakega od teh gostov, kaj je pravzaprav problem pri tem. Ne? In oni se nekaj časa kar tako malo nasmihajo, ne vejo čist, mislim, ne izrečejo takoj, ne, kar najbrž nakazuje prav to, da je problem toliko velik, da se ga sploh ne da tako dobro ubesediti. Ampak verjetno je glih to, da pač nekdo profitira na račun načina našega življenja in pač s temi podatki, s katerimi dela kar hoče, mi pa pravzaprav nekako nismo temu privolili. Sprav človek kot objekt, na podlagi katerega se da dobro zaslužiti. To je jaz mislim, da je to ta problem. Ja, to mislim, da etično vprašanje. Tako. Šošana prav to kako je zastopil, ne, se pravi, da pa tudi človek ni sam kot tak, ne, ona tudi kritično do te angleške fraze, ne, se pravi, if you're not buying, you're the product, ne, ona prav, da to ne drži. Vse v knjigi se pravi, da v bistvu nisi ti produkt, ampak je produkt so tvoje navade, ne. Ja. Se pravi, informacije v tebi, ne. In tega se pa naprej prodaja, ne. Problematično je pa tudi to, ker ti nimaš pogleda, kam grejo te informacije. Se pravi, to je vprašanje pa zdaj. Ampak, če pogledamo tako, ne, v Evropi do neke mere smo kar, imamo varovalke, ne, mislim, da to je pa, če je pozitivna stvar Evropske unije, mogoče to. Par let nazaj, da so tudi Španci, v Španiji je bilo kar nekaj ljudi, ki so tožili Google pravice do pozabljenosti, ne, se pravi. Kakšne zadeve od preteklosti, ki ni bilo mogoče zbrisati. Ne? In oni so, mislim, da to je šlo do Evropskega sodišča za človekove pravice in so na stran teh potrošnikov razsodili, da imajo pravico biti pozabljeni. Ja, no vse to je tudi... Ne, meni se zdi tako zanimiv pogled ta, vsekakor, da nekako smo v zadnji, ne, se pravi, ampak to je nekaj normalnega, se pravi, tehnologija to gre naprej, ampak razmisleka v teh pozitivnih pa negativnih zadevah pa še nismo mogli v polnosti narediti. In to mogoče tudi ta zagnanost, da se vedno napreduje, vedno hitrejše takoj, je tudi nekako ena filozofija, ki je v zadnji te tehnologije moderne. Se pravi, boljše, hitrejše, večje, ki pa ne omogoča te refleksije, kaj je res pomembno, pa kaj ni. To je tudi
Pa kaj bolj že človeka kot takega, ali ne? Se pravi, ona mislim, to mi pa všeč pri njej, no, ko v knjigi govorijo o tej, da bi naredili to moderno tehnologijo bolj človeško, ne? Se pravi, bolj približati človeku, kaj res rabi. Ampak dobro, to je spet lažje reči kot izvesti. Ja, sej. Kaj pa je res dobro za človeka, smo pa spet na dveh potih, lahko, ne? Ali pa treh, ne? Ja, da bi se dejansko spet vrnili nazaj v ta čas, ko je pač tehnologija bila nam res neko orodje, spravi nekaj uporabenega. Mislim, da tudi eden od teh bivših inženirov nekaj tazga pove. Včasih je bilo to res orodje, danes je pa to samo še nekaj, od česar si tako na nevaren način odvisen, oziroma s čimer si zasvojen. Se pravi, da bi res, jaz se čisto strinjam s tem, da bi res znali filtrirati, kaj človeku korist in kaj mu pravzaprav ne. Čeprav nam marsikdo to prodaja, marsikakšno storitev nam kdo prodaja na tak način, da češ to rabiš, čeprav po malo daljšem premisleku ugotoviš, da lahko čisto normalno živiš tudi brez tega. Ampak res to, ne? Kaj je tisto, kar nam korist, kaj je funkcionalno za nas in kaj ne, kaj je balast, kaj samo troši naš čas. No, jaz mislim, da je pomembno res, da se zavedaš mogoče tega, da mogoče pušča sledi in da ne veš čisto, kaj gre vse, da si previden, ne? Pri uporabi vsega tega, ne? Ja. Drugo je pa tako, no, da se malo začnemo zavedati, koliko se mi zdi, da je vedno pozitivna zadeva, koliko časa uporabiš na pametnem telefonu, mogoče, da si pišeš, ne? Že pride na misel, da bi res to probal narediti, ne? Tako, da vidiš, koliko časa porabiš na računalniku, na pametnem telefonu, pa zakaj ga porabiš. Ja. A pa tako, da imaš kakšen dan brez telefona, to tudi ne bi šlo slabo. Ja, to je zdaj, jaz ne vem, po moji izkušnji bi bilo to precej težko, ker se mi zdi, da sem vpet v toliko enih teh, bom rekel, mrež, toliko enih zvez z nekimi ljudmi, da ne moram kar recimo enkrat reči ne, evo, zdaj pa ne bom nič. Jaz po mojem bi se moral tega lotiti na malo drugačen način, da bi res probal oddelati vse, kar sem dolžan, ne, kar sem dolžan internetu in potem pač probati zaživeti še enkrat z manj tega bremena. Kaj jaz vem, no? Sej, ne vem, recimo, sej jaz čutim recimo vsakodnevno, da to je breme pravzaprav, no? To sploh ni več toliko zabavno, kot je bilo včasih. Spravi, recimo to z ljudmi klepetati prek interneta, prek Facebooka. Se mi zdi, da imam vsak dan v življenju toliko enih stvari, da mi včasih prav škoda tega časa, ki ga rabim za neko klepetanje, oziroma se tega je dost malo, ampak za kakršenkoli, za neko sporazumevanje prek interneta. In včasih rabim za kakšen respons, tako da odgovorim komu, rabim pač tudi več dni, recimo, ker res nimam, enostavno težko naberem energijo, no. Kar je res ironično po svoje, zato ker bi to morala biti v osnovi najlažja stvar na svetu. Jaz se strinjam, jaz sem misli, zdaj sem se spomnil, da moram še naprej. Ja, prav to je tisto, zdaj sem, spomnil sem se, zdaj moram pa še tem odgovoriti. Grozen, ne, kakšno breme. In je pravzaprav res ironično, ne. Čeprav bi ti morali biti res, bi ti morali dati ta občutek, koliko je to lahko, koliko je komunikacija lahka. Ne. Jaz lahko v sekundi kontaktiram človeka, ki je ne vem koliko kilometrov stran. Ampak jaz ne vem, no. Meni je v tej fazi, v tem času, no, mislim, zdaj se mi zdi to res, ne vem, kar malo, včasih, no, kar malo v breme in bi raje ljudi videl v živo, ne. Ampak to je pa tisto, kar sem hotel že prej mogoče malo odpreti, če greva zdaj, kot si ti že prej omenjal, na koliko časa preživimo na internetu in za ekrani. Ne. To danes kar malo se mi zdi, no, postaja en tak kliše, biti raje videl v živo in tako naprej in koliko časa preživimo za ekrani, ampak jaz mislim, da bo to zmeraj manj kliše. Da bomo začeli spet nekako vsa ta priporočila
bolj resno imati. Mhm. Ker dejansko se mi zdi, meni osebno, imam to izkušnjo, da mi te stvari, s katerim se soočam na internetu, sploh ne prinašajo več ne vem kakšnih koristi, tudi sploh ne vem kakšne zabave, razvedrila. In jaz si tudi zelo si želim imeti v to smer, da bi zmeraj manj časa preživel na telefonu, če bi pa že kaj delal, bi bile pa to, a veš, mislim, dejansko koristne stvari, To nekako v to smer se nekako trudim delati, da ne bi več preživljal nekih praznih minut za stvari, ki niso sploh, a veš, ki se res vprašaš, kaj si na nek način avtomatiziran, kaj se dogaja na avtopilotu, ker sem se že tokrat ujel samega sebe, sploh kot sem omenil prej na Instagramu, recimo, ker sem kar scrollal dol, pa dol. In Instagram je celo tak, da se kar ne konča, ker recimo, če gledaš na YouTubeu, tiste imajo tudi ta feature, teh kratkih videoposnetkov, pa tudi storije imajo, vse imajo, seveda, to najdeš na vseh platformah, ampak imajo neke, tudi te imajo te neke kratke videoposnetke. Tam je na srečo, dajmo reči na srečo, tako da se to na eni točki konča, da ne moreš več scrollati dol, da je to konec, da si vse pogledal. Takrat si lahko hkrati vesel, pa tudi hkrati žalosten. Lahko si vesel, zato ker je to neke sorte kicker, ki te nekako zbudi iz tega transa in si rečeš, evo, zdaj imam pa šanso, da pobegnem iz te verige ven, da zaprem aplikacijo. Hkrati si pa lahko tudi zelo žalosten, zato ker ti je uspel priti do konca. Se pravi, da si porabil toliko časa, da je še YouTube rekel, evo, dajmo dosti si pogledal. Zapri. Ampak Instagram, recimo, tam pa nič. Tam pa kar greš dol v globine in ne vem, te mora nekaj drugega zbuditi, da dejansko zapreš to aplikacijo. Pa zanimivo, da je hitro mine. Čez hitro mine. Bolj kot v kakšni uri. Počasnih predavanj, tisti nikoli se ne konča. Točno to. Ampak dej, če bi zdaj mogoče se začela malo pomikati proti tem, kakšnim zaključnim mislim, glede tega, bi jaz izpostavil prav to, spet ta misel na ta kliše, da dejansko jaz mislim, da je treba res filtrirati, premisliti, videti, kaj res rabimo, pa česa ne. Kaj je nek balast, kaj je neko udobje v narekovajih, brez katerega nam bo čisto enako udoben. Tako, v to smer si želim sam zelo razmišljati in kot sem že prej rekel, čim manj časa gledati v ekran. Tako, pa si ti že rekel odgovornost, čista odgovornost glede tega, kaj dajem gor, katere svoje podatke, kaj objavljam. Jaz sicer nisem več aktiven na Facebooku, toliko zelo, kot sem bil včasih, samo še Messenger pravzaprav, ampak nekako ta odgovornost, da je mogoče del odgovornosti tudi na uporabnikih, če si ti tudi to mislil takrat. Da mora tudi uporabnik paziti, kaj bo gor dal. Jaz nekako tudi mislim, da je fajn biti previden pri teh uporabah, kaj gor daješ, kako pa kaj. Zdaj, mogoče tudi, da se zavedaš, da je čisto zavedanje, kaj v bistvu prinaša to tudi, da tudi zavedanje enih dinamik, ki jih imajo te platforme, to je tudi, se mi zdi, pomembno, Tako je, pa da probaš res videti, do kere mere ti pomaga, kere pa ne. Jaz ne bi bil zdaj tako drastičen, da gremo zdaj nazaj v Hamišem, tako kot predlaga, ta dokumentarc, predvsem drugi. Tako, to eno zavedanje, pa res, da ratamo v bistvu nekako mi gospodari na tehnologijo in na nas, Pa mogoče tudi, da pod vprašaj uporabim tole logiko, tako in zdaj, To se mi zdi. A res rabim to zdaj, a ne rabim, Tako, da se malo začnemo spraševati, Jaz mislim, da to je tudi lahko ena pozitivna zadeva, ki nas, mislim, vsaj mene tako
soočenje s to problematiko socialnih omrežij, ne, se pravi to, do kere mere mi pomaga, do kere mi ne. To se mi zdi, da je meni vzpodbilo eno tako razmišljanje. Ne. Pa da mogoče ni vse tako nedolžno. Ne. Točno to, ja. Jaz bi isto rekel nekako. Ja. Veš pa, mogoče do katere mere mi pomaga, do katere mere, oziroma do katere mere mi pomaga in tudi to, do katere mere mi pravzaprav še daje neko razvedrilo. In ker se mi zdi spet, čisto še en konkreten primer, če tako z distance pogledaš na svojo rabo, na svojo uporabniško izkušnjo teh aplikacij, je pravzaprav cela stvar kar malo absurdna, vsaj meni se zdi, ker recimo na Facebooku imaš lahko tih 1000 prijateljev in vsi objavljajo te storije gor. In jaz, ko gledam to, kar nekako, se zdi, da imam neko razvedrilo od tega, oziroma neko sredstvo, prek katerega lahko zapravim svoj čas, čeprav je 80% teh ljudi, ki jih na teh stvarih vidim, so to ljudje, ki jih mogoče v realnem življenju sploh, ne vem, jih nisem videl, ali pa sem jih nazadnje videl 5 let ali 10 let nazaj. Spravi, nič nimam z njimi. Pa še vsem mi to daje nek občutek, da se zabavam. In potem malo nekaj časa potem, ko recimo pogledam nazaj na to, se mi pa zdi, da tole je čisto absurdno. In točno to, kar si ti rekel, spravi, nekako je treba res paziti na to, kam vlagamo čas, to recimo. Ko govoriva že v času, jaz mislim, da nas kar čas teče, tudi tako, in bo čas, da zaključiti. Danes je tako zelo prijeten pogovor. Ne vem, če dalje bolj sproščena zgleda tudi mi dva ob snemanju, debatiranju, kar je pozitivno. Še eno povabilo našim poslušalcem bi šlo lahko na tem mestu. Če vam je res všeč, pa če bi bili radi tudi del tega bolj ustvarjena, povabili nam pišete. Jaz mislim, Peter, lahko bo odprto tudi vsega, ki bo želel bolj sodelovati, tudi bolj aktivno. Sigurno. Da te najne oddaje, pa pogovori z našimi gosti koristijo, lahko tudi predlagate komu, kot smo ugotovili zdaj bolj kot da objavljamo na Facebooku, gre pa najbolj iz ust do ust, še vedno najboljša reklama. Tako da, midva pa se, mislim, da bo vesela vsakega vašega odziva. Tudi kakšna tema lahko predlagate. To je vse dobrodošlo zmeraj. Nekaj še malo na zalogi, tako da, ampak početi. Nekaj malo še na zalogi, ampak mogoče zdaj na tej točki tudi velja vabilo za naslednjo večerno akademijo, ki jo organiziramo v kolegiju, kjer bo, kot načrtujemo, tema prav nekaj tazga, oziroma bo podobna temu, naša prisotnost v tem virtualnem, digitalnem svetu, mogoče celo malo tega surveillance kapitalizma. Tako da ste vsi lepo vabljeni, da nas spremljate glede tega, da pravočasno dobite informacije o tem, kdaj bo dogodek potekal. Vse je dostopno ironično spet na Facebooku, Instagramu in pod imenom Izvidski kolegi. Smo prisotni tudi na YouTubeu, imamo YouTube kanal, brez skrbi, tudi tam smo prisotni. Pa seveda tudi na spletni strani Izvidskega kolega v Ljubljani. Tudi tisti pogovor, detajli še niso popolnoma znani, ampak bomo pa šli v to smer. Tako da tudi lepo vabljeni k spremljanju tega. Drugač pa tudi povabljeni tudi k drugemu podcastu, ki ga pa ustvarja Damjan, ki je pa pismo. Ne glede, da se v zadnjem času ni nič objavljalo, Damjan pridno dela na temu in tako da mislim, da bo v kratkem kar nekaj novih epizod tudi na voljo. Evo, mi da sva tokrat marsikaj povedala, začela sva nekako s temi, z nekim političnim odstenkom v zvezi s tem, nek vpliv teh velikanov, teh platform na politično situacijo, na opredeljevanje, na oblikovanje javnih mnenj,
Ja, potem se pa tudi marsikaj povedala o osebnih izkušnjah, ne, glede uporabe socialnih omrežij in pa nasplošno o tem, koliko časa preživimo tukaj, kako svoj čas izkoriščamo, kako ga preživljamo in kakšno vlogo imajo tukaj socialna omrežja. Izpostavlja se sploh vprašanje, ne, kaj nam koristi, kaj nam ne koristi. Sva pa tudi seveda izrazila mnenje, ne, da se zavedava tega nevarnosti tega pravzaprav. In kaj točno je tukaj problem? Da smo ljudje v tej shemi čist neke samo, neka nemočna bitja in da se z nami počne, kar se pač hoče, z našo zasebnostjo pravzaprav. In to je tisti etični problem. Tako da jaz mislim, da na tej točki Janez bi lahko mi da to epizodo torej tudi zaključila. Jaz se vsem poslušalcem iskreno zahvaljujem za pozornost, za poslušanje, da ste se znova oglasili tukaj pri Tangenti. Upam, da vam je bilo poslušanje zanimivo, da ste uživali pri poslušanju, mogoče tudi kaj odnesli od te epizode in pa seveda upam, da se slišimo tudi naslednjič. Tako da hvala lepa in nasvidenje naslednjič torej. Lep pozdrav še z moje strani in do naslednjič.